Imaš to? Ne, zdaj sem spet zasrala. Daj no. Oh my god, da na to nekoga padal. Kaj sem okrog pač. Okrog, ja. Upam, da nam res padal. Kako se to premika? Samaj se fajn. Nobeden drug ne džadža tebe. Samo bod tukaj, bod to, kar si. Moram reči, da so me mogli pri džungli kar malo prepričati, da sem prišla. Evo, za zadnji del tokratne epizode pa en tak full circle moment. Če se spomnite, lani v tem času sem v bistvu bila prav tukaj, sam na tleh. Sem pokrivala prižig lučke in se potegovala za naslove ambasadorke. Letos pa, kot vidite, jih obešam. Kot pa ambasadorka, ja. Dobar dan. Ja, živja. Imamo neko okvirni načrt, kaj delamo. Okay. Pol pa, v bistvu, kad to je, se gre pa gor na dvigalo in logiš tudi na dvigalo, če češ, ne? Samo rabiš čelado pa pasač in greš pomagati fantom prevezati in montirati in to, ne? Ja, prav. Pa pazi, moramo, da ne damo preveč zvezd gor, ker jih imamo samo 40. Samo? Ja. A to je načrt? To je okvirna skica. Aha. Kdo pa je oblikoval letos? Jaz. Lepo, čestitke. Ja, hvala. To si ti nanesel? Ja, jaz. Mislim, sem tudi jaz naredil. Oni so taki veliki, 5-metrski. Wow, kje pa bo to? To bo pa mestni trg. Koliko časa si pa rabil, da si vse skupaj splaniral pa oblikoval? Pa to je pač proces, ki traja dolgo. To je že zdaj za 2 let razmišljam, tako da lahko začnemo šteti. 1 leto. Kako se to sploh prižge? Mislim, je tako en gumb, ki prižge vse? Zdaj je, ta gumb je dejanski, prej pa je bil pa tako, bom rekel, ustno izročilo. Se je pritisnil gumb in nekdo po telefonu rekel zdaj. Hudo. V bistvu takrat, ko je bil COVID, smo imeli ene 3 prižige, zato ker je najprej en pozabil posnet, pa ni bil zadovoljen s kadrom, smo ugasnili, pa smo ker ni bilo uradnika prižiga. V bistvu se ni vedel, zato da se ne bi ljudje zbirali, ker se niso smeli zbirati, se je prižgal kar enkrat, mi smo 3-krat, tako da imeli 3. A grem jaz na bungee slučajno, pa mi ni noben tega povedal. Ja. Čim prej gremo, da obesimo zvezdice. Važi. Če ne imamo do konca prišli. Komanda je padla. Je pa feeling pol, ko se to vse prižge. Moram priznati, da večino novih idej me pol preseneti, da je boljš, kot sem si zamislil. Pro tip, ko ti šef daje navodila, kam je treba lučke obesiti, se ga posluša. Si zapomnila, Pija? Mala gre na to srednjo prečko. Ne sem res knjiga dol padla, a to je strah. Ne. Jaz sem šla letos bungee skočiti, tako da jaz sem v redu. Tišina! Je v redu? Ajde, zaveš. Oh my god, da na to nekoga padal. A ti držiš? Res ga držim, ja. Okej. Kaj sem okrog pač? Okrog, ja. Pa kar oran, pretegen. Še enkrat pet okrog. Tole, evo, da ga pa spodi zavijaš. Da ga pa spodi zavijaš. Padi moj prst. Malo je trda. A to je to. Narejen, lej. Job done. Yes. Okej. Upam, da nam res padal. Imaš to? Imaš. Ne, zdaj sem spet zasrala. Daj no. Sej pa to je zaradi mene manj naredili danes. Bravo. Haha, koliko časa traja, da celo Ljubljano ogresite? Oktobra ste začeli? Ja, dejansko dobre 2 meseca, no smo kar Do prižiga. do prižiga, ja. Tole je bil končni izdelek, ni bilo sicer veliko. Ti pa v komentarju ugibaj, koliko kilometrov lučk je letos postavljenih po Ljubljani. Spet ena zelo raznolika epizoda. Brain freeze. Postavljanje lučk. Kaj si zdaj to naredil? Tlele se sprehodite po Stritarjevi ulici in probite ugant, kje lučke sem jaz postavila. To je to. Ne. Za zadnjo letošnjo epizodo sem pa prišla na en event, ki je zame res ful ekstra. Moram reči, da so me mogli pri džungli kar malo prepričati, da sem prišla. Mofukon anime konvencija. Kaj me čaka, nimam pojma. Boste videli, nekdo se mi bo pridružil, ker se res ful spozna na to, tako da mi bo malo lažji. Outfit check. Hi. Gledala sem mal Demon Slayerja, Bakija. Kostum sem si sestavila iz svoje garderobe in res je bil čisto amaterski, ker je bil moj nož večino časa na tleh. 20 moram vršiti. Ja, koliko pa, kaj je eno, aha. Ja, 20 strana kocka je za Dungeons & Dragons in če vršeš 20, ko si critically succeedala. Ajde, da vidimo. Srečo, pihan noter, no. Še ti. Zdaj boš ekipa. To
pač nekdo pol tam pomaga. A bi mi lahko zaupal, kaj predstavlja tale tvoj kostum? Zdaj, maska ne bi predstavljala Wendigo. Eni so rekli, da je OC tudi. Zato, ker sem malo dodal svoje stvari gor. Odkje ti je sploh prišla inspiracija? Odkje to, kar si zdaj omenil, sploh izvira? Zdaj, inspiracija je prišla nekje okoli Nočičev Ravnc. Takrat, ko je vse treba zgledati strašno. Malo sem gledal po internetu, najdel to masko, jo začel printati sam in pa sem zamudil Nočev Ravnc in sem jo za sem v bistvu. Tako da je za tukaj pol blano zdaj. Se pravi, si jo sam naredil, ali kako? Tako je, masko sem sam naredil, ja, v bistvu vse sem sam. No. Hvala. Kako pa to gor daš? Prvo mi pokaž svoj meč, prosim. It's so sad. Kaj predstavlja tvoja maska? Kater lik? Torej, Red Pyramid Thing, a.k.a. Pyramid Head iz igrice oziroma franšize Silent Hill. A si sama naredila svoj kostum? Ja. Toliko sem tudi udeležila tekmovanja, tako da... Koliko ti je pa kaj vroče? Ful je vroče, ker je izolacijska pena tale čelada in... Wow, svaka čast, ful dobro, res srečno na tekmovanju, res. Povej mi, Kaja, koliko let se že ukvarjaš s cosplayanjem? Po moje 10 let, tako odkar sem bila otrok, ko sem delala zapusta, malo preveč resno, veš. Kjer pa je tvoj najljubši cosplay do zdaj? Do zdaj, princesa Ana je tista, ki jo vedno delam najraje. Ker je tek, najbolj jo spreminjam, pa najdlje jo že imam, pa največ keša sem dala za njo. Odkje pa izvira ta lik? S Frozen, ledeno kraljestvo. Ja! Ana in Elsa. Ja! Stupid! A imaš kakšen nasvet za first time cosplay goerja, tako kot sem jaz? Samej se fajn. Nobeden drug ne judge tebe, samo bod tukaj, bod to, kar si, pa ne se bat biti, da se imaš fajn in si malo cringe. Zelo lepo, hvala. Skupaj smo se sprehodili po sejmu, kjer so imeli stojnice z artprinti, stikerji in ročnimi izdelki. Jaz sem si kupila pa tele cute koje uhančke. S Kajo sva potem probali tudi vsaka svoj japonski snack. Anpan in Mačamoči. Estes. A bi mi še prosim predstavila vajin današnji kostum? Midva smo danes Izabel iz Animal Crossing in Doomslay oziroma Doomguy, zaradi tega, ker jo šipajo. Pač community je zdaj naredil kao foro, da sta ona ta skupaj, čeprav sta iz čist drugih igrc. Pač te, ker sem tak cute, on gre pa zdaj morit, tako da... Čakaj, a jaz sem player 2. Ti si player 2, ja? Jaz sem to. Aha. Kako se to premika? To je to za to epizodo. Moram reči, da sem bila kar pozitivno presenečena, predvsem na tem, koliko so se ljudje potrudili za svoje cosplaye. Drugače pa tudi vzdušje na eventu super. Tako da, če boste imeli kdaj šanso, pa če vas to zanima, pridite pogledati. Life te zna dostkrat ful presenetiti in če bi mi kdo pred tekmovanjem v Ambasado rekel, kaj vse me čaka, ne vem, če bi mu čist verjela. Za mano je eno tako zanimivo leto, polno izzivov, naučila sem se veliko novih stvari in to takih, ki mi bojo dejansko koristile v lifeu. Znam speš s potico. Zdaj zmeri počakam, da se čaj malo hladi, preden dodam med. Lahko grem komod bivakirati sred gozda, znam postati bivak, znam zakuriti ogenj. Premagala sem tudi strahove, ker sem skočila bančič prav komi, ampak sem. Če ne bi bila ambasadorka, verjetno nikoli ne bi igrala golfa, pa sigurno ne bi nikoli bila poštarka za en dan, ali pa premagala teh ovir, kot sta bili Goni Poni in Ljubljanski maraton. Skratka, letošnje izkušnje so me večkrat porinile iz cone udobja in preživela sem v enem kosu, ostajajo pa mi nepozabni spomini. Konec leta je super čas za malo samorefleksije in če imam od letos kakšno lekcijo, je to definitivno ti sam piči. Piči proti svojim ciljem, upaj si probati nove stvari, ampak ne pozabi, da se največ naučimo iz lastnih napak in da ni nič narobe, če pičiš z drugačnim tempom kot drugi. To je vse human experience in na koncu dneva je najbolj važno, da imaš v lifeu stvari in ljudi, ki te osrečujejo. Izkoristi za njih ta praznični čas in ne pozabi svojim najbližjim povedati, da jih imaš rad. Ambasadorka prvič se za letos poslavlja, jaz pa še zdaj, ko me čakam, vse izzive, ki me čakajo v novem letu, tako da stay tuned za še bolj crazy stvari. Tebi pa želim res lepe praznike in dober vibe v novem letu.